Cankarjeva skodelica kave. Ko sem vprašala eno sodelavko, ko sem delala v knjigarni, o čem je tista zgodba, ona je rekla, pa to je čisto butasto, on je želel kave, skodelico kave, si želim skodelico kave, potem pa ko njegova mami je prinesla skodelico kave, on je rekel, nočem. In nisem mogla verjeti, da slovenski klasik in čisto taka zgodba brez veze. Zato sem jo našla in sama prebrala. Kako sem jaz razumela tisto zgodbo in o čem je bila? Da on je začel pisati svoj roman že prezgodaj in je nekje se učil ali v tujini ali v drugem mestu in je prišel domov za 3 tedna. Je bil doma in mami je rekel, bi si želel skodelice kave. Ona njega oboževala in družina je živela revno, niti belega kruha vsak dan je bilo, ampak ne vem kje, mami je našla za njega skodelico kavo. In tukaj on razlaga, da sedi, piše svoje neke zgodbice, pri 15 let, najstnik, in sliši, kako mami korak po korakom gre gor. On pa, pustite me pri miru. Potem pa se obrača, vidi, da ona je šla s skodelico kave in je imela ta nasmeh, veste, ko človek pripravi neko darilo in potem je takoj, njej usta so, ni več nasmeha. In prav, ko sem to prebrala, meni tako žalostno postalo. In on je potem, mami, dajte, ker je vikal mamo, dajte, vzel jo kavo in potem je razmišljal, da danes večer bom z njo obvezno pogovarjal in bom jej razložil nekaj in bom jej zahvalil. In potem piše, da niti zvečer, niti 3 leta kasneje, nikoli nisem imel tistega dobrega pogovora z mamo, kdaj bi njej to vse razložil in je rekel njej vse odprto. Potem pa, ko ona je umrla, on je pisal tudi malo zgodbo v tisti knjigi Moje življenje, ki sem našla ta zgodba o skodelici kave, njena podoba, pa vedno na njo se spominjal, ko je rabil neko tako duševno podporo. In tista zgodba ni bila o tem samo, da on je želel kave, ampak je bila o tem, da mi pogosto prizadenemo naš bližji krog, naše sorodnike, naše prijatelje, in potem sploh ne najdemo časa za to, da bi pogovarjali z njimi o tem in da bi njim rekli še enkrat, kako mi jih imamo radi. Kako pa vi ste, ali sem prav razumela ta zgodbo, kako pa vi ste jo razumeli, kdaj ste jo brali, ali ona je res tako kratka, ali mogoče nisem iskala v tistem pravem mestu.